Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov. Ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi, te prosimo, nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog govoril vse te besede in rekel: Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih, na 3. in na 4. rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa dobroto do tisočerega rodu tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela. 7. dan pa je sobota za Gospoda tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih. 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu, ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česarkoli, kar pripada tvojemu bližnjemu. Božja beseda. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo, Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srca, Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Gospodov strah je čist, ostaja na veke, Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične. Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje, bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Kristusa,
ki je Judom v pohujšanje, poganom nespamet. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kajti, kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi. In kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. To je Božja beseda. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: spravite proč vse to in iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: gorečnost za tvojo hišo me použiva. Judje so mu rekli: kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati? Jezus jim je odvrnil in rekel: podrite ta tempelj in v 3 dneh ga bom postavil. Judje so tedaj rekli: 46 let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v 3 dneh? On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je vstal od mrtvih, so se učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom Pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Kristusov evangelij. Tretja postna nedelja je že. Na prvo smo pri nas razmišljali o priložnosti, ki je vsakemu od nas ponuja postni čas. Lahko smo že izkoristili nekaj te priložnosti. Na drugo postno nedeljo smo govorili o odpovedi. Odpoved, ki nam pomaga živeti svobodo v večji polnosti. Tudi za to vajo odpovedi smo že imeli 1 teden časa. Danes se bomo ustavili pri 3. temi za letošnji postni čas in sicer bomo razmišljali o skupnosti. Skupnost običajno imenujemo skupino posameznikov, ki med seboj živijo globlje odnose. Skupnost je lahko družina, redovna skupnost, sorodstvo, molitvena skupina, župnija, lahko celo šolski razred, delovni kolektiv ali kakšna druga skupina postane skupnost, če posamezniki v njej zgradijo večjo povezanost, če zgradijo globlje odnose. Božja beseda nas danes v prvem berilu opomni tudi na nekaj zakonitosti, bi lahko rekli, medčloveških odnosov. Večina od
10 zapovedi se dotika odnosov med nami, ljudmi, odnosov do soljudi, se pravi tudi teh v skupnosti. Prve 3 pa zadevajo naš odnos do Boga, lahko rečemo tudi našo skupnost z Bogom. Zato lahko danes na 10 zapovedi pogledamo tudi v luči skupnosti. Prvo berilo nam namreč spregovori o tem, kako Bog izroči Izraelu dekalog. Pri tem najprej zbudi pozornost pomenljiv uvod v naznanilo 10 zapovedi, ki se nanaša na osvoboditev izraelskega ljudstva. Besedilo pravi: Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Gre torej za potrditev pridobljene svobode. Bog nam je najprej podaril svobodo, nato pa nam predlaga pot, po kateri lahko to svobodo ohranjamo, pot, po kateri lahko v tej svobodi živimo. Niso zapovedi nekaj, s čimer si ljudje zaslužimo svobodo, ampak so odraz tega, da nam je bila svoboda podarjena in da lahko iz te svobode živimo. Ker smo že svobodni, nam ni potrebno imeti drugih bogov. Ker smo že svobodni, lahko posvečujemo Gospodov dan. Ker smo že svobodni, nam ni potrebno krasti, lagati, ubijati. Zapovedi so torej tiste, po katerih spoznavamo druge ljudi, ki so tako kot jaz najprej izbrani in nato obdarovani od istega Boga. Boga, ki lahko z njim živimo globok oseben odnos hvaležnosti in ljubezni in nas potem tudi ta hvaležnost in ljubezen združuje v skupnost. Kajti ta globok odnos, ki ga živimo z Bogom, je osnova tudi za vsak odnos, ki ga živimo s soljudmi. Jezus ta vidik naše skupnosti z Bogom in soljudmi strne v največjo zapoved, ljubezen do Boga in bližnjega. Ena zapoved, ker sta oba vidika tako tesno povezana med seboj. Odnos, ki ga živimo z Bogom, je enak odnosu, ki ga živimo z ljudmi in obratno. Ljubezen pa je tista, ki iz posameznikov v skupini ustvarja skupnost. Bog je tisti prvi, ki nam podarja svojo ljubezen, ki nas osvobaja, ki nas odrešuje in nam tako omogoča, da lahko najprej z njim, pa tudi s soljudmi živimo v skupnosti, živimo v ljubezni. Iz tega odnosa pa se potem lahko učimo tudi odnosov znotraj drugih naših skupin, da bi zares tudi te postajale skupnosti ljubezni. Tiste, ki to zares so, čisto naravno tudi živijo po 10 zapovedih. Ne kot nekaj, za kar se je potrebno truditi, ampak ker je to odraz svobode posameznikov, ki v tem živijo. Ker nam danes liturgija ponuja tudi odlomek evangelija, kjer Jezus, če tako rečemo, očisti ali počisti tempelj, še poskusimo povezati ta odlomek s temo skupnosti. Na prvi pogled se zdi, da gre za prizor nasilja, da je Jezus po človeško gledano podlegel jezi, ki ga je premagala in se sedaj znaša nad drugimi. Pa vendar evangelist to Jezusovo vnemo razloži z besedami iz psalma: gorečnost za tvojo hišo me razjeda. Jezus sam pravi: iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. V Svetem pismu je značilno, da preroki z zunanjimi simbolnimi dejanji opozarjajo na stran poti Božjega ljudstva. In ravno to dela Jezus v današnjem evangeliju. Celo kraj srečanja z Bogom ljudje naredimo za tržnico.
Odnos z Bogom temelji na naši obdarjenosti, mi pa bi radi kupovali in prodajali. Bolj zgrešene logike za odnos z Bogom ne more biti. Zato Jezusova gorečnost za Božjo hišo. Če človek izgubi izpred oči najbolj bistveno za odnos z Bogom, ne more biti več z njim v skupnosti, če uporabimo besedo današnje teme. Ko ljudje tako zavozimo naš odnos z Bogom, s tem seveda tudi odnose med nami, takrat nas Bog vabi, da to stavbo podremo, kot pravi Jezus v Evangeliju, da bi on lahko postavil novo v 3 dneh. 3 dneh velike noči, na katero se pripravljamo. Jezus Kristus tako sam sebe postavlja za temelj, postavlja za znamenje. Jezus postaja tisti kraj srečanja z Bogom, postaja tisto znamenje, da je to, kar dela, je Božja volja. Tako Jezus postaja tisto znamenje, ki ga Judje zahtevajo. Kakšno znamenje nam boš dal, da smeš tako delati? Tako Jezus postaja prostor našega srečanja z Bogom, postaja pot do Boga. Ali kot pravi apostol Pavel v današnjem 2. berilu, postaja Božja moč in Božja modrost. Križ namreč tudi simbolno znova poveže Boga z ljudmi v navpični povezavi in poveže ljudi med sabo v vodoravni povezavi. Križ je tako to znamenje Božje velike ljubezni, ki se podarja. Križ nas tako znova zbira v skupnost z Bogom in skupnost med nami. Tako je današnja Božja beseda za nas lahko dvojno vabilo. Vabilo, da bi zapovedi bile res tisti pokazatelj, ukoliko živimo skupnost, ukoliko živimo našo povezanost z Bogom in soljudmi. In nas obenem vabi, da bi tudi mi, saj smo del Jezusovega telesa, postajali tempelj. Tempelj, ki se pusti, da ga Jezus očisti, da ga pripravi na srečanje z njim. Tempelj, ki tako postane kraj molitve, kraj Božjega obiskanja. Naj bo to tisto, kar nas danes lahko povabi Božja beseda, da bi na ta način živeli naše skupnosti, da bi živeli naše odnose, ki bi preko Božje ljubezni postajale skupnosti. Amen.